Da je pizda meni v srce, zdaj je že počasi. Aha. Imaš nekaj zelo zanimivega za me, ja? Ma dej, to more, dej. Aj, dobar. To bo vse mod. To bo vse not. Ja. A to bo tudi mod? Ne vem, bom videl, kaj mi do noter. Ne prišlo. To je pogovor, veš, to je lahko karkoli noter. Zdaj odvisno, koliko gledal hoče imeti, ampak če hoče imeti veliko, verjetno tega ne bo noter, če hoče imeti pa malo, pa mogoče bo noter, veš, ker ljudi tega ne vem, če Odvisen, prav- kakšni so plani. Ja. No, zdaj bova začela, res. Zdaj bo pa res. Zdaj pa dost. Ne zapirati vrat, v redu je, hvala. Danes imamo nekako tako, prav podcast, tako kot so ponovadi podcasti. Brez plana, samo... Brez plana, V brez bistvu ne teme. veva, kaj bova še govorila. Recimo, da so se mečkam pogovorila, kaj bo, Ja, kaj želijo govoriti. Ne? ja. Smo se. Je pa bolj tako, ne. Danes je tak poletni dan, malo bolj mirno vse. Ja. Tako da je, kar je. Mislila sva govoriti o prihajajoči največji dirki, kolesarski seveda, na svetu. Vse sva to mislila, ne? Jaz sem na te druge ideje. Ne, povej, mislim, ne. Zdaj, mene je sicer zanimalo tako, če bi vas zanimale, ker zdaj smo zelo veliko kolesarjem govorila, pa po moje bi bilo fajn, če tudi komu drugemu kaj poveva, Ja, ker se da zelo veliko povedati, zdaj jutro bo spet snimala nekaj, kar bo namenjen kolesarjem. ja. Ampak tako, jaz sem na primer mislil, Kaj je v zdaj športu? treniral sem boks, treniram kalisteniko, treniral sem judo. Mogoče, če bi kdo kaj tazga slišal, lahko tudi kakšnega tazga gosta poskusil dobiti. Ja. Ni sicer to najlažje, ne. Ja, seveda Ampak, ni najlažje, ne. Ampak tudi ti lahko veliko o tem poveš, tako da Ja. lahko komentirate, pa nama predlagate. Ja, čem- mogoče, če se vam zdi najbolj fajn, da se specializirava na kolesarjenje, ali je tako mogoče najbolj fajn, da res pokriva šport kot šport, ne. Ker Ja, tle vedno zelo različne stvari ja govoriva, ne. in o veliko Nama- stvareh lahko govorimo. Nama je najbolj fajn, če bi lahko govorila o vseh temah. Jaz sem pa zdaj tako, mogoče jaz predlagam, da bi govorila tudi o ostalih temah, zdaj pa Ja. vi povejte, če vam bi bilo to dolgočasno ali zabavno, ali kakorkoli je. Ne. Ja, tako da zdaj pa začniva s tem, kar smo mislili, ne. Torej, turom in kaj se bo tam po predvidevanju strokovnjaka zgodilo in pa enega človeka, ki tura ponovadi sploh ne gleda. A bo mogoče lahko celo on bolj predvidel, Kako je to kaj se bo zgodilo. gamble, ne. On točno ne ve, ampak kolesarstvo je nepredvidljiv šport. Ja. Sploh na teh velikih dirkah so začetki stresni in velike padcev. In najprej prvo vprašanje, ali bo Roglič padel? Zate recimo. Jaz, kaj mislim. Ja, kaj si ti misliš? Zdaj, če povem tako, kot moj oče ponovadi pove kakšno tako stvar, ki ga kdo vpraša, rečem, glede na drugi zakon termodinamike, verjetno bo, ne. Ja, verjetno bo. Sicer to je težko zdaj razložiti, ampak Roglič ima res probleme v zadnjem času. Celo kariero s temi padci in na vsakem Grand Touru enkrat pade. Jaz ga še nisem videl odpeljati Grand Toura, ki ne bo padel, torej iz tega lahko sklepamo, da ima 100% možnost, da pade. In jaz vsak tur prej si rečem, ne, zdaj pa ne bo padel, zdaj pa ziher bo vse v redu, vse bo super, tudi za Giro isto sem letos mislil. Ampak na koncu vedno pade, pa že, ki misliš, ok, prvih 5 etap je šlo, tako je bilo lansko leto, potem pa prije tisti drug teden, pa pok. Prvič, potem pa še drugič, pa iz tura. In vedno je bilo tako in jaz se bojim, da bi znali biti tudi letos, ker je ta statistika zdaj že toliko let se vleče, da ni več to nezgoda, ampak je to stalnica. In Roglič bi znal padeti. Sploh zato, ker se tur začne v Lilu na severu in bo to precej težko. Drugače pa, če pa ne bo padel, pa jaz njega pričakujem top 5, ampak jaz bi rekel, da ne bo na oder za zmagovalce. Da bo oder za zmagovalce, jaz mislim, da bo isti, ker lansko leto in pozicije. Kaj pa Rogličev sokapetan? Sokapetan Lipović. Ja. Bil je Remkota na na Dauphiné, to ve tudi on. Wow. To ve, ker vsi, ki se tako z njimi pogovarjam, tega Lipovića meče naprej. Florian Lipović je zelo dober. Roglič je tak kapetan, ki ni tako kot Pogačar, da bodo vsi delali za njega, ker se pred njim velikrat polomil vse skupaj na koncu. In mislim, da bi Lipović znal
da bodo igrali na tisto karto napad pol malo prej, pa mogoče ga noben ne bo prejel, čeprav bi to bolj funkcioniralo, če ne bi Lipović bil že tretji na Dauphineji, ker v bistvu zdaj bodo takoj bolj pazili na njega in bodo pač Almeida ga bo šel pokrivati ali pa kakšni pomočniki Visme, siguren. Če pa Lipović ne bi bil na Dauphineji, bi pa mogoče imel večje šanse, da ga bi takole dal v beg, pa bi dobil par minut, pol ga bilo pa loviti težko. Oziroma vsaj svojo ekipo bi te tabelke pokurne. Ampak ja, to je glede te bore vse. Zdaj pa Visma, pa UAE, to pa pričakujem borbo za zmago. Kdo misli že o zmagu? Pogačar, Vingegaard. Mislim, da bo zmagal. Jaz mislim, da bo zmagal Pogačar. Ja. Sam je pa res, da ena velika moč se skriva v tem, da vseh svojih načrtov ne odkriješ. Ne? Ja. In to Visma dela. Ne? To Visma Mi v Vismi zdaj ne vemo nič. Ti lahko rečeš, kaj si misliš o Vingegaardu. Jaz mislim, da ni to dober kot Pogačar, ampak ti v resnici ne veš. Ne veš. In to je tisti as, ki ga imajo iz rokava. Ja, in zelo dobro ekipo. Plus, sam tukaj mi je pa nekaj zanimivo. Ne? Ful ljudi zdaj na YouTubeu sem videl enih posnetkov, malo bolj uveljavljenih, kao cycling youtuberov nekih, postajo te stvari, da Vingegaard zagotovo bo zmagal 18. etapo, ko gre čez Col de la Loze, ker je to višina, pa Pogačar je tam izgubil 7 minut pa pol, pa ga bo takrat leta 2023, in da ga bo to mentalno sesulo, pa ker je višina, je to raj za Vingegaarda in tako pa še toplo je. Jaz mislim, da to pač ljudje preveč mečejo naprej. In se mogoče naoslo zgodi. Ne, zato ker lansko leto je bil pa etapa čez 2800 metrov, najvišji sploh prelaz v Evropi. Prelaz in pa se ni nič zgodilo, sploh napadu ni imel niti ekipe Polid, Nils Polid, da je vlekel čez. In takrat bi lahko napadel, ker je bilo še 500 metrov višji, ker ta Col de la Loze je 2400. Pa se ni nič zgodilo takrat. Pa po mojem, ta višina sicer vpliva, ampak če je nekdo boljši od tebe in nekdo boljši od tebe in je potem čisto vseeno, a je višina ali ni. In jaz mislim v končni fazi, da Pogačar bi po mojem lahko premagal Vingegaarda, ampak še vedno bi jaz stavil, da zmaga Vingegaard letos. Ja, zato ker ni veliko možnosti za to, ampak še vedno jaz mislim, da ga bo v tretjem tednu premagal. Čeprav bo izgledalo mogoče na začetku, da ga ne bo, jaz mislim, da ga bo lahko. Zato, ker zdaj ni bil v formi, ampak se vemo, da Pogačar je lahko skozi v formi, celo leto je na najvišjem nivoju. Sam, ki pa Vingegaard res v najvišji pripravljenosti in po moje bo to tretji teden, po moje ga lahko takrat premaga. Je pa tako, da vse stavnice kažejo na Pogačarja in so možnosti, da Vingegaard zmaga, ne vem, 15%. Ni veliko. Lansko leto jih je bilo več. Pa čeprav je bil poškodovan, to mi je zanimivo, da nekomu, ki je hudo poškodovan, daješ več možnosti samo zaradi tega, ker je lansko leto zmagal. Pač to mi je smešen. Ti lahko zdaj zmaguješ, ne vem, 6-krat zaporedno, pa se skoraj ubiješ, pa boš še vedno imel 50-50 možnosti proti nekomu, ki je super pripravljen, ni padel, imel super pripravljalno obdobje, takole zdaj, ker te pa nekdo malo premaga za minuto, se v končni fazi samo minuto izgubil na Dauphineji, skupaj v skupnem seštevku, kar ni veliko, pa se vse še da nadomestiti v teh parih tednih, sploh do tretjega tedna je še daleč. In ne vem, saj Pogačar je bil tudi na vseh prejšnjih enotedenskih dirkah, ki je zmagal pol Vingegaard Tour, boljši od njega za več minut na Tirrenu, na Paris-Nici, oba leta 2022 in 2023 je bilo tako, pa ga je pol izgubil. Ampak te stavnice so mi res zanimive postale, da nekoga lahko dajaš na višjo mesto, čeprav je bil poškodovan, zdaj, ki pa je samo minuto izgubil, pa najbolj slaven je Pogačar, ki ga je v sede dropal na klancu, Vingegaard je mogel iti pa v stoje, mislim. Naslednji video, ki ga pa objavijo, je pa, da je v sede, zakaj kolesarji profesionalni vedno več v sede pelajo, zakaj je to bolj efektivno. Pa se pa
Pa se pa čudijo, zakaj je lahko Pogačar, ne vem, Vinegar, da vsede dropa na klancu. Prej se čudijo, pa zakaj je to najboljš. Sej, če je nekdo boljši od tebe, je vsede ali pa vstoje isto, moraš žeti od sebe. Sam malo kasneje ga boš spustil, to je to. Ne moraš imeti pospeška najboljšega. Moč boš do pa isto v 1 minuti vsede ali pa stoje približen. Ja, ker to je stoji največ moči, pa lahko razvijaš. Ja, v šprintu, ampak če si ti že prej na polno gnal, samo puls boš dvignil. Ne, sej, zakaj vsede pelejo, da še to razložim. Zato, ker so pač ugotovili, da si enostavno preveč dvigneš puls, če greš v stoje, ker preveč mišic dela. Ne tiste, ki bi mogle. In se lahko vsi opaste, da takoj, ko greš v stoje, imaš puls za 5 udarcev na minuto hitrejši, ne glede na to, ko si hiter se peleš. Da, razen, če si že čist na maksu. Ampak nima veze. V stoje peleš, recimo jaz, če hočeš razbremeniti neke druge mišice. Drugače pa niti ne. Ampak to je glede tega predikšna za tur, najvišja mesta pa Roglič. Tako da, ja, prvo etapo, ki je pa šprinterska, bo pa po mojem mnenju zmagal Jonathan Milan, na to grem jaz staviti. Jonathan Milan, ne? Jonathan. Italijan je. Jonathan. Res je. Jaz mislim, da bo on zmagal to prvo etapo, bomo videli. Kronometri pripadajo Remku, ni res. Eden ja, drug pa ne. Ta prvi bo, ravnina 30 km bo. Je pa en zelo zanimiv kronometer na letošnjem turu, in sicer gorski kronometer na Perigudes, sem videl, in bo zanimiv, ker se mi je zdela dirka po Švici taka podobna turu letos, ker so imeli tudi gorski kronometer, pa je bil Almeida zelo dober. Tako da bo zanimiv tisti gorski kronometer, bo pokazal zelo veliko, kdo je boljši, Vingegaard, Pogačar. Pa pravijo ljudje tudi, da, še to mi je bilo zanimivo, da so ta tur naredili, da Vingegaard lahko je bližji Pogačarju, ne glede na to, da je mogoče malo slabši, ker imaš Otakam, Col de la Loze, pa Mont Ventoux, to so vsi trije klanci, kjer je Pogačar bil poražen. Pa jaz še vedno mislim, da je to čisto vseeno. Ja, pač to spet govorijo stvari, ki grejo dobro v promet z ogledi, pa z všečki, lajki, pa se mi zdi, da so to največje neumnosti, ki jih lahko človek sploh govori. Mentalno to tanga športnika, ki je Pogačar, ne bo čisto nič overal, siguran ne. Razen, če bi bil že tako slabši, mogoče, ampak spet, mislim, to so bedarije, da lahko kaj takega govoriš. Mogoče kakšni klanci komu ne ustrezajo, samo v resnici je vse bolj ne isto. Ne moraš reči, da imajo te klanci nekaj, kar Pogačarju ne ustreza. Ker so si med sabo različni, Ventoux, pa Col de la Loze, čisto različni klanci. In ne vem, po mojem bo tur zanimiv, tretji teden, mogoče do tretjega tedna bo izgledal, da je Pogačar najboljši, ampak mislim, da pol bi se, vsaj upam, da bo tur zanimiv, da se pol Vingegaard nekako pobere. Kaj pa Remko? Ja, njega si rekel, da bo Remko tretji, ne? Ja, to sem rekel, ker bo isti vrstni red približen. Ampak bo, ker zdaj na Dauphineji... Ja, ni bil prav boljši kot Lipovic. Kjer je bil on, Remko tokrat? Bolj zadnji, ni bil še kdo drug pred njim? Jorgensen so bili, ampak ne, je bil 4. ali 5. je bil. Bil je še en iz Uno X-a tam nekje. Ampak Remko, po moje bo, zato ker kronometer mu bo dobro isto. Ja, kronometer je na začetku. V gore se bo pa sam pelil, da? V gore se bo pa pač pelil, kakor se bo pelil. Sej se zna, ne? Sej ne moramo reči, da on ni zdaj dober kolesar. Je zelo dober. Na državcev jih je nabil na kronometrov. Če pa še. Ne, ampak državno prvenstvo so bila zdaj glih včeraj. V Sloveniji je Jakob Omerzel zmagal državno. A to je tist, ki se je zabil? Ja, tist, ki je na Giro di Lujana. Prišel nazaj, ali kaj? Ja, on je zelo dober na dirki po Sloveniji, je bil
tretji ali četrti, zdaj pa ne vem. Vem pa, da je zdaj državni prvak postal v cestni dirki v Sloveniji. Zelo dober, mogoče ne toliko v kronometru, ampak ne kup za prihodnost, recimo top 10 na turu. Meni je zelo podoben, mi je Chrisu Froome, tako pele se mi, ne vem. Ampak ja, Remko je pa malo bolj nabit, pa v klanc, ker je malo počasneje, ampak še vedno meni se zdi, da za tretje mesto bo to čisto dovolj. Roglič, kot sem rekel, po mojem ne bo toliko pripravljen. Čeprav se zna pripraviti, sam še vedno so ti padci in pol gre vse ponavadi dol. Nekih drugih favoritov pa ne vidim, po moje so samo te ekipe Bora, Sodal z Remkom, Visma, UAE in to je to. Tako da ja. Razen če kdo presenetne, Ja, da so Seksasa tako pripravili. ne, Seksas ne gre na tur. Ampak je bil pol Seksas, tega moramo omeniti, meni se ima 19 ali 18 let. Eden boljših, najboljši kolesar za moje mnenje. Lahko gledamo zdaj, Giro Baby je dobil, torej Giro za mlade, je dobil Jakob Mrzel. Ja, res, je bil dober, premagal Nordhagna in ostale precej... A Nordhagen je taka, je Marinkata. Ja, Je Marinkata na bil. ja, na planici, za en krog. Marinko, če gledaš, moraš trenirati, da ga bo zdaj... Se je zdaj on sam še kolesar, zdaj lahko v teku. Ne, premagal je Nordhagna in ostale, Jarno Vider in take, ki so že zmagali to. Tako da je bil zelo dober, ampak še vedno imaš le takele, ki so še v razvojni ekipi, pa tako. Pa imaš pa Pola Seksasa, ki pa dirka s Pogačarjem, že pri 19 letih ni več v razvojni ekipi. In je drug nivo, no. Čisto drug. Bi on zmagal ta tur? Giro Baby, ja, seveda bi zmagal, sigurno bi zmagal. Če ne bi padel, ne, ker prvi favorit je padel na tem Giro. Tako da, no, sej ne vem, sej je bil dober, Jakob je bil zelo dober, tako da ne moramo nič reči. Bi mogli videti. Tako da ja. To je to nekako z tega tura, ne vem. Kaj si še ti misliš, so še kakšne tvoje predikcije? Belo majico bo dobil Remko, pikčasto. To je vedno en, ki se najde, ki gre v beg, pa začne pobirati. To je vedno, jaz rečem Felix Gale, tako da bo mir. Ne vem, to je čista loterija, to ne morem zadeti. Bi rad videl tistega, ki bo to zadev. Se to se lahko vidi, da se je veliko. Ne, se lahko je pa Pogačar, veš. Ker, veš. Se bliz ponovati, ne? Ja, ne, ti prvi so vedno bliz te majicami. Ja, lahko je pa, ne vem, no, zelena majica, to pa bolj veš, kdo lahko zmaga. To pa bo, jaz mislim, da ne Wout van Aert, da Wout van Aert bo mogel preveč delati za Vingegaard, da ne bo mogel imeti še teh svojih, pa preveč je takih šprinterskih etap letos, se mi zdi, in jaz mislim, da Tim Merlier, ampak spet že Merlier? Pa to je iz Sudala. A ja, vem, ja. Tim Merlier. Ne vem, sam spet, tukaj je spet Remko. Mogoče Milan, ker zares ima kapetan. Ja, čisti kapetan v Lidl Treku, sigur. Dobro, Skelmoze, ampak ne. Dobro, on nima... Ne bo zdaj. Mogoče ima za pikčasto šance. Mogoče Lidl Trek jih rad pobira, z Giulio Ciccone. Oni sam pikce pobirajo. Ja, drobtine. Pa še tisto. Sam, ja, mogoče Jonathan Milan bi znal lahko pobirati zeleno. Mogoče Binjan Girmay, ki je lansko leto dobil. On je, ne, ja. Ja, on jo je lansko leto dobil. Kaj imamo še? Rdeča številka je pa rdeča številka za najbolj borbenega kolesarja. To je pa spet... To pa spet, prvič je subjektivna ocena že čist.
Ne, na Giro lahko glasujejo ljudje. Zato kdo No, se ti zdi. to je še bolj To je še random, bolj ja. tako, en je iz Italije, pa je več Italijanov, pa bo preglasoval unga Slovenca, ki je bil z njim v begu. To je brez veze spet. Tako da ja, jaz mislim, da se bo, kje se bo pa odločil, mislim, da se bo na Mont Ventoux nekako tu že videl, kam bo šel. Torej, In to je tretji teden, ali? Ne, to je meni se zdi še drugi teden, če ne pa, ne, ni tretji po moje, še kar drugi, tako na pamet je res klanc, prej je ravnina, pa samo klanc. Tako da tam se bo po moje videl, kdo je res močen, pa na kronometru, gorskem kronometru, tam se bo... En gorski je bil lani, ne, pa ga je Pogačar kako zmagal. Lani je bil kronometer, ja, na zadnji etapi, prav zadnji, v Nici, ga je zmagal za več kot minuto. Vse to mi je tudi zanimivo, da se govorijo, pač v kolesarstvu se včasih govori tako o čudnih zadevah. Vingegaard premaga Pogačara za minuto 48, ne 38 na kronometru izpred 2 let, 2023, pa recimo imaš pa Pogačarja, ki ga je za minuto pa še malo prehtel, tukaj se pa sploh ne govori. Zato ker, kot se rekel, če nekdo res dominira, je minuta nič. Če pa nekdo sta pa skupaj poravnana na 10 sekund, ker sta bila na tistem turu, pa nekdo da minuto plus, je pa to neverjetno. Ne? Sej je delno tako, ampak še en... Jaz sem, če kronometrist odpelje tudi to počasneje od tebe, je fajn. Ja, to je tudi res. Sej sta bila malo drugačna, ta 2 kilometra, ampak še vedno. Višina je bila, klanci so bili. Meni se zdi, da bo letos tur zanimiv, tako da se pustimo presenetiti, pa bomo videli, koliko smo kaj zadeli na koncu. Oziroma, predvsem upajmo, da bo zanimiva dirka, pa brez pacov, pa da bo Roglič čim boljši. Predvsem, da ne pade. Za danes je to od športa to, da bomo malo bolj zanimivo zaključili. Ja. Vi pa se lahko naročite, res vsak torek bomo ste dobili eno epizodo. Kaj bomo povedali, pa tudi malo od vas odvisno, tudi da si lahko vse zamislite, kaj bi predlagali in bomo mi da se potrudila in naredila vse po najboljših močeh. Se vidimo naslednji torek.